Zakaj mora biti naše telo pretočno? Kaj to sploh pomeni in kako lahko do tega pridemo? Živjo, Mojca s tabo. Evo, danes majčkeno pretočnosti, ker se mi zdi, da smo preveč zategnjeni, preveč imamo blokad po telesu, preveč nas boli, povsod vrat, križ. Ni da ni, kje imamo vse bolečine, pa si ne znamo pomagati, hodimo do zdravnikov, jemljemo tablete, hodimo do fizioterapevtov, pač dobimo tiste terapije, pa še zmeraj nič ne pomaga in enostavno smo v enem začaranem krogu. Tako da bi o tem danes majčkeno več povedala, ker se mi zdi zelo pomembno, da razumemo, zakaj smo zategnjeni in zakaj imamo pač te blokade in energija potem ne steče po celotnem telesu. Kot prvo bi sprožila najprej naš Kakšne misli se ti porajajo po tvoji glavi? A so to pozitivne? A so negativne? A si skozi v vlogi žrtve pa jamraš? A skozi obsojaš pa druge obiraš po domače? Ali si rečeš, ko vstaneš, danes bo čudovit dan in tak tudi bo. Ker vse je naša odločitev, popolnoma vse. In samo ti določaš, kako se boš počutil, noben drug. Samo ti lahko spremeniš tok misli v glavi in samo ti se lahko odločiš, ne bom več mislila tako, ampak danes izbiram drugačne misli, pozitivne misli. Danes se bom počutila čudovito. In to je tisto, kar je ključ do fluidnosti našega telesa. Ker vse se začne tule noter, vse se začne v energiji, ki jo sprožijo misli in potem sidramo vse to v naše fizično telo. To je prva iztočnica, ki se mi zdi ful pomembna in daj res tole fejst preštudiraj po dolgem in počez, ki se mi zdi ful pomembna stvar. In ful je pomembno, da ozavestiš vse svoje misli. In enostavno rečeš stop tam, kjer te misel potegne dol in v svoje telo in s tem gradiš že v telesu blokado. To je prva stvar. Druga stvar, drža, to smo pa že na fizičnem nivoju. To pa je drža. Zakaj drža? Če imaš ti prisiljeno držo, če sam sediš, pa se ne razgibavaš vmes, ko sediš 8 ur, si delaš fajn blokade, ali te vrat boli, ali te križ boli, ali te rama boli, ker enostavno imaš skozi ene in iste gibe in drža itak je prisilna, in ja, to sam nalagamo, leta, pa te pa rukne, pa si, ja, zakaj me že ruknel, pa hiter en leka dol poješ, pa greš dalje, namesto da bi malo razmislil o vzroku, pa da odpraviš vzrok. Ne, da poješ tableto, pa greš dalje delati isto. Ok, to je nekako druga iztočnica. Tretja iztočnica pa potem že gibanje. Če je gibanje nepravilno in če enostavno ali se gibaš preveč ali pa premalo, to pomeni gibanje, preveliko gibanje, pa nepravilno gibanje, pa pretiravanje, recimo, da greš, tvoje telo zmore 500 metrov za prvič preteč, ti pa greš že kar, 5 kilometrov, mislim. Je treba majčkeno upoštevati svoje telo, se je treba imeti rad,
pa reči, ok, danes začnem do konca ulice pa nazaj, ali pa ne vem, en krog narediš, pa je to, ali pa vmes še malo hodiš in tako naprej. Čeprav jaz pač osebno sploh nisem za tek, recimo, je boljša hitra hoja, že zaradi sklepov, obremenitve sklepov in vseh teh stvari, ampak to je zdaj že druga tema, bom kdaj drugič o tem. Če te zanima, pač mi piši, pa bom posnela tudi to. Skratka, tukaj je zelo pomembno, da sharmoniziramo naše delovanje, v celoti. To pomeni, da se gibaš pravilno, dovolj in ne preveč. In pa to gibanje res mora biti vseeno lahkotno in prijazno do telesa. Predvsem to bi poudarila, no. Tako da ne pretiravaj, ne nori v krog, ne vem, karkoli pač, ker s tem tudi hraniš potem nekaj manko, ki je tu noter, in potem spet telo obremenjujemo zaradi tega, namesto da pogledamo, kje imamo ta mentalni manko, čustveni manko, in tam začnemo, bom rekla, tudi majčkeno brskati. Okay? Tako da pretočnost je res ena taka, bom rekla, iztočnica, ki bi jaz lahko govorila kar dolg, ampak zaenkrat te 3 iztočnice bi izpostavila, ker se mi zdi zelo pomembno, da nekako sharmoniziramo vse te iztočnice, da potem lahko damo prostor telesu, da sploh je lahko pretočno. Zdaj pa, če smo že pa preveč zabredali, potem pa seveda obstajajo rešitve, imamo veliko vaj za pretočnost telesa, ki jih lahko delaš vsak dan in s tem konstantno držiš to lahkotnost v svojem telesu in dobro počutje in fluidnost energije skozi celotno telo. Tako da predvsem na to sem se jaz osredotočila, ker vidim res ta manko, ki je danes zelo prisoten, in zato sem se odločila, da ti podarim brezplačni gibalni izziv, ki bo točno na to temo, in točno te vaje bomo naredili za celotno telo, in potem bomo vse skupaj dali v eno celoto, v eno vajo, katero boš lahko potem uporabljal v vsakdanjiku. Tako da, če te to nekako pritegnilo, če imaš probleme, bolečine, če te boli kjerkoli v telesu, če si, bom rekla, tudi brez energije, utrujena, potem bojo te vaje res en tak balzam za tvoje počutje. In res te srčno vabim, da se mi pridružiš na brezplačnem gibalnem izzivu, ki bo 17.9. ob 6. popoldne začnemo in se družimo par dni in skupaj raziskujemo svoje telo. Če si začutila, link zgoraj in spodaj, se prijaviš obvezno na linku, in pa se te veselim v skupini, kjer bomo skupaj se družili in raziskovali in s tem botrili svoje telo. Ekola, takole, za konec pa ti sam še nekako zaželim, da si sharmoniziraš svoj svojo energijo, svoje gibanje in telo v eno. Tako da bo ena taka zdrava celota, ki te bo podprla v življenju in tako bo življenje veliko bolj lahkotno steklo. Ekola, jaz te res srčno pozdravljam in se vidiva na izzivu. Vidite, žive.